skušajmo razumeti na intuitiven način določene oblike limit. Torej, ko tukaj piše nič in neskončnost, moramo razumeti, da se gre za funkcije, ki v limiti grejo proti neskončnosti ali proti ničli. Torej, na primer, tukaj neskončnost minus neskončnost, nekdo bi lahko rekel, da je nič, ampak moramo razumeti, da tukaj imamo dve funkciji, ki gresta v neskončnost. In ena lahko gre v neskončnost bolj hitro kot druga, zato če ju odštejemo, lahko dobimo ven karkoli. Podobno velja za neskončnost, ulemnjo neskončnost. V števcu imamo lahko eno funkcijo, ki gre v neskončnost hitreje ali počasneje kot tistem imenovalcu. In torej lahko dobimo karkoli. Zdaj, poglejmo neskončno krat nič. Nekdo bi lahko rekel, da je nič, ker imamo nič plus nič je nič. Če dodamo še nič, bo še zmeraj nič. In če to naredimo neskončno krat, bo rekel, da je še zmeraj nič. Ampak je dovolj, da mi pomislimo na eno daljico. Ena daljica je sestavljena iz neskončno mnogo točk, ki vsaka ima razsežnost nič. Ampak vseeno dobimo eno končno dolžino. Z druge strani lahko mislimo na eno premico, ki je napravljena iz neskončno mnogo točk, ki imajo razsežnost nič. Tudi to bo neskončno krat nič. Ampak tukaj dobimo končno dolžino, tukaj dobimo neskončno dolžino, bi lahko tudi mislili, da dobimo nič. Če vidimo z druge strani nič krat neskončnost, imam nič krat neskončnost, dobim nič. Torej lahko pride ven karkoli. Nekaj podobnega je za ena na neskončnost. Ker smo komaj videli, da tukaj neskončno krat nič, nič plus nič in to v neskončnosti. Ena na neskončnost, ki lahko mislimo kot ena krat in to, da gre naprej v neskončnost. Ampak je podobna zadeva, v neskončnosti nam prinašajo paradokse. Zdaj, poglejmo nič ulomljeno nič. Zdaj, mislimo na en drugi ulomek. 6 ulomljeno 3 je 2. To lahko napišemo v tej obliki, da 6 je 3 krat 2. In če zdaj hočemo napisati naš nič ulomljeno nič, da je nek x, ki hočemo razumeti, kaj je, to na isti način kot zgoraj lahko napišemo kot nič je nič krat x. In zdaj vidite, da če mi karkoli damo za x, bo prav, ker karkoli damo krat nič, bo zmeri nič. Celo neskončnost, ker smo videli neskončno krat nič, nam lahko da karkoli. In torej tukaj lahko zares pride karkoli. Zdaj, poglejmo neskončnost na nič. Po pravilih potenc bi lahko napisali neskončno na nič kot neskončnost na n ulomljeno neskončnost na n. Ker po pravilih potenc to je neskončnost na n minus n, ki je nič, neskončno na nič. In tukaj je neskončnost na n prije neskončnost, tukaj prije tudi neskončnost, imamo zmeri neskončnost ulomljeno neskončnost. Torej zmeri tista zadeva. Zdaj, poglejmo še nič na nič. Mi znamo, da neko število, če ga potenciramo na nič, dobimo 1. Z druge strani, če imamo nič in ga potenciramo na n, bomo dobili nič. In torej, če mi hočemo zračunati nič na nič, kaj bo? Nič ali 1? V resnici, če govorimo številsko, nič na nič, rečemo, da ni določena vrednost. Se ne more izračunati. Če pa imamo funkcije, bo imeno funkcijo v osnovi in v eksponentu, ki grejo bolj ali manj hitreje na nič. In torej lahko pride ven karkoli. Zdaj, vas hočemo opozoriti na nekatere oblike, ki se lahko zdijo nedoločene, ampak niso. Torej, prej moramo razumeti, zakaj, če imenovalec gre proti ničli, funkcija, če gremo proti neskončnosti, Zato zdaj, da poenostavimo, napišemo 1 ulomljeno nič. Zakaj ta stvar gre v neskončnost? Zdaj, pomislimo na 1 ulomljeno 1/10. Po pravilih to prije 1 krat 10 enin in torej to je 10, Potem gremo na 1 ulomljeno 1/100. Na podoben način, tukaj bomo dobili 100. 1 ulomljeno 1000 bomo dobili 1000. In vidite, torej, da če zmeri manjšamo imenovalec, dobimo zmeri večje vrednosti, torej to gre v neskončnost. Prav, in torej zdaj napišemo to.
neskončnost ulomljeno nič. Kar smo komaj videli, če imenovalec gre proti ničli, gremo v neskončnost. Torej, ta stvar, imamo že neskončnost gor, to bi bilo kot neskončnost krat neskončnost, ki prije neskončnost. Potem je odvisno, če plus ali minus neskončnost, moramo pogledati pred znake funkcij. Podobno imamo za nič ulomljeno neskončnost, kar če mi znamo, da če večamo imenovalec postane zmeri večji, ulomek postane zmeri manjši, ker proti ničli, ne? In torej imamo nič krat nič tukaj, to bo šlo proti ničli. V redu. Torej, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.